Kaj pa to druga? Hvala lepa. Torej, ta je nekoliko širša, je za pametna mesta AKOS, to je tisto RRP1, ki tudi vodi profesor Bajec, ampak bom nekoliko hitreje, tudi bi rad zaključil do roka, da bomo šli do pol meru na kosilo. Torej, mi smo tudi sodelovali na projektu AKOS, to je bil nek mednarodni projekt, kjer je spet ena masa ljudi pa velike količine sredstev, tako naprej, in na koncu narediš nekaj kar zanimiv, soliden prototip, ki pa potem je seveda večno vprašanje, ali bo našel pot v prakso in tukaj se bojim, da bo bolj klasičen raziskovalni projekt tudi ostal. Naredili smo sicer dva prototipa, en prototip je bil za Ljubljano, ki smo ga naredili sami, en izmed, ne vem, desetine partnerjev, drugega smo pa naredili skupaj v Gdansku, tam je imel pa še celo kupico drugih sistemov vključenih, recimo semaforje, ne vem, neke senzorje, pač celo kupico podsistemov v cel sklop. V tej masi seveda smo mi naredili samo določene komponente in je imel pa, bi rekel, vrsto zanimivih konceptov, recimo celotno arhitekturo, semantično interoperabilnost, podatkovne baze, to je imel že precej razmišljeno in v tem projektu je bilo narejenih, ne vem, nekaj 10 takih arhitektur. Se pravi, že samo to, da greš skozi njih, potem čez nekaj časa dobiš občutek, katere, rekel, te slike imajo nek rep pa glavo, katere so pa morda bolj brez tega. In ne bi šel zdaj v detajle, ampak te komponente, ki so tukaj, bomo gotovo srečali tudi v EcoSmart projektu, v RRP1 zlasti, in gotovo se bomo vsi povezovali. Nekatere so relativno preproste, recimo podatkovne baze, pač nekaj podatkovne baze, nek podatkovni model bo in vse skupaj bo povezano v neko celoto. In imeli smo pa potem dva prototipa, eden prototip je bil tale, kot vidite je temeljil na nekaj osnovnih komponentah, v arhitekturi noter ste imeli optimizator, tukaj je optimizator prometa, lahko je pa seveda česarkoli, potem ste imeli pogajalske algoritme, ta je bil zlasti za elektriko in potem za tistih 6 komponent, ki boste pozneje videli. Imeli ste algoritme sklepanja, repozitorij servisov in pa seveda ta cel podatkovni model. Imeli smo približno 100 podsistemov, podsistem je bila ena velika tovarna ali pa neka četrt in promet je bil tudi notri, se pravi te glavne ceste pa semafori. In pa zanimivo, da v Gdansku in Ljubljani je ena sama velika termoelektrarna, tako da tako veš, kje je glavni vir onesnaženja v celem mestu. In tisti prototip je bil povsod enak, da v tistem delu mesta, kjer je termoelektrarna, nastopi preslaba kvaliteta zraka in potem moraš ukrepati, moraš zmanjšati promet tam okrog, moraš zmanjšati proizvodnjo elektrike v tej tovarni, ki je na premog tipično, da znižaš tisto slabo kvaliteto, zaradi tega moraš več elektrike uvoziti, zaradi tega se elektrika podraži in zaradi tega potem nastopi drug režim. Vse te četrti oziroma hiše pa imajo nekega inteligentnega upravljalca, agenta, se pravi, čeprav vemo, da tega v resnici ni. In potem v Gdansku, v Ljubljani tega sploh nismo imeli, smo samo simulirali, v Gdansku so bili pa neko manjše število hiš, ki je potem to nekako simuliralo. Torej zdaj v Gdansku. Gdansk je nekaj podobnega Ljubljani po velikosti in drugem, ni pa glavno mesto in je ob morju, ima pa tudi 4 osnovne dele. In ena izmed nalog, samostojnih nalog je glajenje električne energije. Takole se to dogaja, med dnevom tipično vidite neke skoke gor in dol in tipično sta dva, dopoldne je eden, pa popoldne je eden, vmes je nek premor in s tem našim algoritmom za pogajanje, zdaj gre za to, da vi hišam ne morete naročiti, ti zmanjši elektriko, z njimi se pogajaš, nek inteligenten algoritem se pogaja s temi hišami ali pa četrtmi
in reče približno takole, zdaj pa elektrika draga in vam jo bom zaračunal toliko več. Če ste kaj pametni, dajte zmanjšati svojo potrošnjo, recimo, da imate, ne vem, nek električni avto, pa ravno takrat ne rabite, ali pa recimo pralni stroj premaknete pozneje in ti pametni algoritmi v pametnih domovih, a ne potem to reagirajo. In imaš korenček in palico, se pravi, s palico jim groziš, cena bo višja, korenček je pa, če se boste pa strinjali, pa boste zmanjšali, boste pa toliko ceneje. Skratka, gre za nek proces pogajanja in ta je pripeljal v tem primeru, to je simulirano, ne, do te rdeče krivulje, ki pa je bistveno bolj ugodna kot pa črna. Ne. Se pravi, da se tam nekaj odstotkov se da prihraniti, ne da se prihraniti recimo 30%, to enostavno ni izvedljivo, vendar je že nekaj odstotkov v enem mestu. Tale sprememba je to ogromno in prenese kumulativno zelo velik pozitivni rezultat. No, tole je pa zdaj en tak izjemen dogodek, ki pa je v scenariju predviden, se pravi, nekje v mestu nastane preveč slab zrak in zaradi tega je treba obremenitev s prometom premakniti na druge dele mesta in podobno. To je tisto, kar sem prej razlagal. Tukaj vidite, imamo v resnici nekoliko bolj kompleksno situacijo. Najprej imate čas, potem imate user discomfort, to se pravi, to je neudobje, ne? Se pravi negacija od udobja človeka, potem je potrošnja po teh četrtih, potem je koliko proizvede ta termalna centrala električna, potem je ta promet in potem je še smart grid in pa polucija. Okay. No, kot vidite, se rezultati seveda čez čas precej izboljšajo, je pa to dinamično, ne, se pravi, ne morete linearno. Vi nekaj nastavite, potem se veter spremeni, potem to bi se lahko delalo na roke, ampak če že sistem obstaja, ki ve, kako to početi in optimirati, pa naj to kar naredi. Ne. Hvala, tole bi bil ta prvi. Ta drugi je pa tale. Torej, to sva pripravila s kolegom Kristjanom, ki je tamle. Pri EMZ-ju on operativno pomaga, ne, 3 so ti glavni vsebinski koordinatorji, 5 je teh, bom rekel, koordinatorjev na projektu, profesor Bajec je za platformo, ampak glavni kontakt je pa trenutno Kristjan, potem je pa še Tone, oziroma Tone bo čez nekaj časa prevzel za njim, ker gre Kristjan v Anglijo, ne. Ok, gremo. Se pravi, projekt ima zadevne sklopi horizontalno, vertikalno povezovanje. V teh konceptih sem že dovolj govoril, verjetno vsi poznate, če kdo ne pozna. Tole so tisti osnovni sklopi EcoSmarta, tukaj spodaj vidite, ne, zdravje, promet in td. Mi smo EMZ, trenutno smo elektronsko mobilno zdravje, 5 je Telekom, 3 je aktivno življenje, se pravi zdravi ljudje, ampak vse skupaj. Enka je za nas še zelo pomembna, ki je celotna ta platforma. S Telekomom smo posebej povezani, s Telekomom smo v stikih recimo enkrat tedensko in se dogovarjamo in bo treba to skupaj sestaviti. Seveda oni imajo svojo vizijo, svojo računico, tako preprosto povem kot podjetje, ne, in bodo nekaj speljali. Dobra stvar je, da je zelo verjetno, da bo ta stvar uspela, se pravi, ta je fokusirana, tako kot je profesor Bajec povedal, mi smo pa precej širši in zdaj se usklajujemo. V nekaterih komponentah smo se že uskladili, ker je že v projektu usklajeno, v nekaterih komponentah se zdaj usklajujemo, smo se že delno uskladili, v nekaterih se bomo pa v prihodnjih mesecih. Ampak važno je to, da imamo zdaj neko sporazumevanje, način uveljavljen, kako to poteka, ta pogovor. Ne. In zdaj se pogovarjamo o work packagih, o delovnih sklopih. Vsak work package ima taske, to verjetno vsi poznate iz teh evropskih projektov, in 5 je teh delovnih sklopov, po domače povedani so bolnica, doma, senzorji, algoritmi, platforme in tukaj so koordinatorji, profesor Pirtošek, moja malenkost, dr. Trobec, profesor Kokol in pa profesor Bajec. Tukaj so pa partnerji. To, kar se je že zgodilo, se pravi, vsak tak koordinator je sklical svoje partnerje ali na nek skupinski sestanek ali pa na nek individualne ali pa sestanke v ožji skupini, tako da ti dogovori so narejeni. Vsaki horizontali, se pravi vsakem delovnem sklopu so dogovori narejeni in zdaj se pojavljajo seveda vprašanja, kako pa te
horizontalne uskladiti, ker se precej preklapljajo, te horizontale se precej preklapljajo, no in to smo delali včeraj in pa danes. In je že kar precej lepa slika, to smo si na roke zapisali, bomo z tega se skupaj lepo sestavili skupaj. 5 do 10 skupin se bo sestalo še, tiste, ki se prekrivajo, tudi tlele smo že imeli najmanj eno. In potem bomo skupaj pripravili, bi kar rekel, to je kar že skoraj specifikacija, kaj se bo 3 leta naprej delalo. Zdaj to samo omenjam, kaj smo mi. Tukaj je podrobno, nekoliko podrobneje. Enka ima nevrodegenerativne bolezni, ožilja onkološke bolezni, 2 kronični bolniki, asistenca doma ter rehabilitacija, diagnostika, prehrana, dolgotrajna oskrba, 3 vitalni parametri, spletne aplikacije, okoljski dejavniki, psihično in zdravstveno stanje, 4 zobovje, strojno učenje, geografski podatki, stimulatorji, zasebnost. Tam že vidite, da imate recimo v zasebnost, tam noter. Hkrati je pa zasebnost tudi zelo pomembna v petki imamo pa odprti zdravstveni podatki, odprti vmesniki, IoT platforma, uporabniški portal, zdravstvena platforma ThinkCare, protonska terapija, pametno mesto in pa naravni jezik, pa domačni asistent in podpora klicnemu centru. Majčkeno več problema imamo pri tako imenovanih vertikalnih verigah, to so klinične verige, temu rečemo vertikalno povezovanje. V začetku jih je bilo 34, zdaj smo spravili na 17, včeraj smo vstopili 17, ampak mislim, da bomo končali recimo z 8, nekaj takega. Ta hip jih je 17, degenerativne bolezni, ožilje, onkološke bolezni, srce, diabetes, asistenca, telerehabilitacija, diagnostika, zdravljenje, spletne aplikacije, okoljski parametri, zobi, algoritmi, simulatorji, varnost, zasebnost, platforma, podatkov in delna baza znanja. In cela matrika ta hip izgleda takole. Za posamezno besedilo, ki ga v projektu najdete, je tukaj notri, vsaki taki škatlici je neko konkretno besedilo, običajno kar za nekaj partnerjev skupaj. Ampak to bomo združili, če pogledate tukaj. Vidite, da je matriki precej praznega, nekateri stopci so lepo polni, tam, kjer je pa precej prazno, bomo pa skušali združiti skupaj. Nek poskus smo že naredili. To so zdaj horizontale. Horizontale smo rekli, so že precej dobro narejene. Kar pogledamo enko, bolnica, 1, 2, 3, 4, 4 so samo še ostale te vertikale. Horizontala se pa spremeni v nekaj takega. Razvoj celovite telemedicinske aplikacije, zaznava primernih vzem za vzem krvi, diagnosticiranje procesih onkoloških obolenj in pa potem tam platforma povezovanja. To je tisto, kjer ta enka, se pravi, kar vodi profesor Pirtošek, kjer sodeluje naprimer s platformo. Zdaj z tega vidite, kje je to horizontalno, vertikalno povezovanje. Podobno imamo narejeno za 2. Za 2 najbolj podrobno seveda zato, ker je to naše, oziroma moje področje. Ostali bodo pa to še, upam, da bolj podrobno napisali. To je 3, 4, 5, tudi za 5 smo že nekaj napisali, zdaj bomo popravili. In potem bo to besedilo, ta matrika, bo seveda usklajena še z vsemi temi koordinatorji in potem bomo imeli tako Biblijo, ki nas bo vodila naprej. Vertikale, zdaj čas najbrž že skoraj potekel, tako da lahko samo na kratko omenim, da so tudi vertikale že narejene. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in to je pa vse ostalo. Sprav, trenutno smo približno pri 8 predlogih za vertikale in to je tista celotna uskladitev, ki jo delamo v teh dnevih in potem bomo pa res usklajeno moštvo, oziroma ženstvo, oziroma karkoli že. Se pravi, bomo res imeli ta prave igralce na ta pravih mestih, ki bo usklajeni in še enkrat bi rekel, tisti, ki se bodo našli noter, tistem je usojeno, da uspejo. Ni pa to, sredstva dobijo samo partnerji, to je treba povedati.
Ni pa to v nobenem smislu zaprto, kdorkoli se lahko pridruži in to pomeni, da lahko katerokoli podjetje, katerakoli inštitucija se lahko pridruži, vendar mora biti, glede na ta okvir, ki tle nastaja, mora biti njihov prispevek kompatibilen in win-win situacija za vse. Sredstev ni, lahko se pa oni sestavljajo ta nacionalni okvir in zaradi tega smo vsi zadovoljni s tem. Poleg tega nastaja še SRIP, SRIP bo za 7 let naprej, tam notri se tudi, zgleda bomo uspeli plasirati kot EMZ, kot EcoSmart, sicer posredno tudi, ampak to, kar nas zanima zdaj EMZ, tudi EMZ bo notri zelo verjetno v SRIP-u kot horizontala in tam to bo potem to združenje živelo naprej. EMZ, ne pozabite, v tem projektu je to, kar mi vidimo danes počeraj, v resnici gre pa za tistih 120 partnerjev, 300 do 500 elektronskih pošt in vsake toliko časa pošljemo neko pošto, da ljudje vejo, partnerji vejo, kaj se dogaja, ampak to je tisti neformalni mehanizem, ki bo potem tudi sodeloval pri SRIP-u in bomo še nove projekte dobivali in skušamo to združenje EMZ-ja, ki bo nekako vzpostavilo celotno elektronsko mobilno zdravje v Sloveniji, na ta način delamo. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev celotnega gozda. Jaz upam, da so zdaj stvari mogoče bolj jasne. Vseeno bi vprašal, če je kakšno vprašanje. Ja. Torej, jaz sem zelo vesel, da smo do te točke prišli, ki je bilo ogromno naporov. Na telemedicini se je začel resno delati 2005, ki je bil narejen ta prvi telemedicinski projekt Golnik pa Iskratel pa tako naprej. Ampak ta močna koncentracija pa tudi struktura, kot je zdaj v EcoSmartu, to je pa en pomemben dosežek in zdaj moramo mi pogledati s tem dosežkom, najbrž moramo pomagati sebi, ampak predvsem moramo biti zdaj tista inteligenc proteza za našo vlado, da bo pač pametne stvari, da bojo delali in da bojo integrirali. Mi imamo recimo eno izmed primer, če je pametno mesto, ena izmed stvari je zdravo, ampak seveda potem tudi narava zdrava. In tukaj moramo biti precej bolj ambiciozni, kot smo, zaradi tega, ker mislim, da je ravno naše področje, je v strategiji Slovenije, je ravno zdravstvo največji neizkoriščeni potencial za, bi rekel, kot za nacijo. Tukaj imamo lahko največjo dodano vrednost v povezavi z vsem ostalim. Zaradi tega bi jaz Matjažu in vsem tem koordinatorjem tukaj bi rekel, mi moramo delati te rezultate dvojne, eno je direktno za zdravstvo, eno je pa za ta vladni sistem.